Ob jutranji jogi smo se minuli teden pridružili malčkom, ki preživljajo vroče dni na poletnih počitnicah v Peterlogu. V takšni obliki so ga v Markovcih prvič izvedli v lanskem letu. Ja, v Zavodu za turizem, šport in kulturo Šalovci smo takrat, ko smo nekako na novo postavljali naš program dela, si zamislili tudi, da bomo več energije in aktivnosti usmerili v delo z mladimi, in zato smo prišli do ideje, da bomo organizirali tabore, pa ne samo poleti, ampak tudi v času drugih počitnic. Tako da zdaj že 2 leti res zelo uspešno pripravljamo in delamo krompirjeve počitnice, takrat imamo tabor in tudi zdaj poleti. Tako da vsako leto res se trudimo, da pripravimo pester nabor aktivnosti. Otroci se nam vračajo, kajti njihovi starši so zelo zadovoljni, da imajo tudi otroci tukaj na vasi možnost, da se udejstvujejo v počitnicah, da ne preživijo samo doma, da niso prepuščeni sami sebi. In to je res bil ta namen, da tudi otroci, ki niso doma v mestu, imajo enako možnost, da se udeležijo kakšnega tabora, da jih starši ne rabijo voziti v Mursko Soboto ali pa še kam dlje na takšne aktivnosti. Tabor je potekal od 29. julija do 2. avgusta. Želeli bi si, da bi teh poletnih taborov imeli v več terminih, ampak je nekako naš turistično-nastanitveni center Peterlog, hvala Bogu, poleti tako zaseden, da uspemo potem en teden tudi sebi ukrasti ta prostor, da pripravimo za mlade poletne počitnice v Peterlogu, kot smo zdaj tradicionalno že poimenovali naš poletni tabor. Nad otroci sta stalno bdeli 2 mentorici, ki sta njihove dneve zapolnili z raznoraznimi aktivnostmi. Drugače smo pa prvi dan že ustvarjali kovčke, saj je letošnja tema tabora Potujemo po svetu. Torej ustvarili smo kovčke in pa svoje potne liste, kajti na drugi dan smo se pa odpravili na sam izlet v bližnjo kmetijo Mali raj, kjer smo si ogledali ovce, koze in pa alpake, to je bila največja zanimivost. Kasneje pa se še odpravili na balinanje na nogometno igrišče Dolenci, kjer smo izbrali tistega, ki je bil najboljši, ki je dobil medaljo. Je pa letošnji tabor potekal nekoliko drugače kot prejšnji. In 2 dni smo letos se celo odločili, da bodo otroci lahko prespali. To jim je še posebno doživetje, da lahko spijo stran od doma, da so drugje sami. Da je tabor še bolj privlačen in zanimiv, se vsakokrat potrudijo, da vključijo tudi nekatere zunanje izvajalce. Tako so v sredo otroci na zabaven način ob pomoči društva Stopaj spoznavali sonce. Pa ja, mi bomo danes napravili en takšen dnevni astronomski program, zaradi tega, ker ta deca naša so že večerne programe že dali skozi večinoma, ki so bili na različni tabori, pa preko šol pa to. Zdaj pa probali dnevne zadeve delati sončne vre, pa malo opazovati sonce z očali na varni način, pa te tudi opozorila varno pred soncem. Vsak udeleženec je napravil eno sončno vrlo z papira, tisti malo večji bodo narisali eno takšno talno nalemno, ker pač oseba stopi, pa te tista oseba pač senco da. Vsak dan so imeli tudi nekaj prostega časa, ki pa so ga večino preživeli ob igranju na prostem. Ponujamo jim gibanje na prostem, predvsem to, da si izberejo nekaj sami, predvsem nogomet je letošnja atraktiva. Torej, drugače pa samo ustvarjanje se mi zdi, da jih najbolj pritegne. Tudi v ponedeljek smo imeli Pepsona, ki je prinesel svoje eksotične živali, sicer nekaterih je bilo kar strah, nekateri so se pa kar upogumili in odšli do živali, ki so jih tudi sami držali, predvsem te kače pa kuščarje, kaj podobnega. Pred kamero so pogumno stopili Matej, Nika in Julijan. Po čem si bodo zapomnili poletne počitnice v Peterlogu, pa pravijo tako. Imajo udobne postele, pa imajo fajn dobro geste. Največ me je pa navdušilo, ko špilamo nogomet, pa pokrajina pa to. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se včeraj peljali z vlakom in ko smo videli alpake in ko smo hranili koze in smo imeli štafetne igre. Tudi sem spoznal nove prijatelje, tudi mi je všeč, ko lahko tu prespimo, pa tudi, ker imamo vsi, da nekaj rišemo pa ustvarjamo. Julijan nam je opisal njihov izlet. Z vlakom smo se peljali v Mali raj v Dolence,
tam smo videli živali, alpake, koze in ovce. Potem smo pa šli na igrišče, ko smo tam igrali eno igro, ko se imenuje bareljanje. Potem smo pa šli nazaj na kosilo. Eksotičnih živali niso pozabili. Eksotične so pa bile koče, kiščari, kameleoni pa žužke. Tabor pa ni privabil le domačinov, udeležili so se ga tudi otroci iz bolj oddaljenih vasi in mest. Ja, lansko leto v krompirjevih počitnicah smo imeli kar čez 50 otrok, pa smo videli, da je tisto res zelo veliko. Vse smo jih sprejeli glede na zanimanje, nikogar nismo odklonili. Letos smo pa vendarle nekoliko omejili, kajti poleti smo več zunaj, več je teh aktivnosti, bolj je potrebno paziti na otroke in smo rekli, bolj kvalitetno lahko delamo, če je manjša skupina. 25 otrok imamo letos in starost je pa tam od 6 let pa vse tja do 14 let. Seveda tistih starejših je nekoliko manj, tiste že druge stvari zanimajo, teh manjših otrok je pa večina je pa res teh manjših otrok. Pravijo, da bodo poletne počitnice zagotovo pripravili tudi prihodnje leto. Imajo pa še nekatere druge načrte. Zdaj že nekaj časa tudi pri nas tli ena taka skrita želja, da bi pripravili poleg tabora tudi kakšno kolonijo umetniško ali likovno ali kiparsko ali fotografsko, tako da o tem tudi razmišljamo. Letos ta ideja še ni dozorela, verjamem pa, da bo že tako daleč drugo leto, da bomo v poleti, v teh počitnicah, v tem času gostili tudi mlade, pa tudi odrasle na kakšnem tovrstnem ne taboru, ampak koloniji, da ta prostor je res tukaj v Peterlovgu, ki nudi številne možnosti in ima res neko tako posebno energijo, ponudimo tudi umetnikom, slikarjem, fotografom in verjamem, da nam bo to drugo leto uspelo. Udeležencev na tretjih poletnih počitnicah zagotovo ne bo manjkalo. Drugo leto pridem spet. Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci bo še letos pripravil en tabor, ta bo ob krompirjevih počitnicah. V prihodnjem letu pa bodo prvič pripravili aktivnosti za otroke tudi v času zimskih počitnic.